Pozdravljeni v tokratnem MS Reporterju. Danes bomo gostili gospo Irmo Kumer. Pozdravljeni, gospa Irma. Gospa Irma Kumer, prihajate iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Ste pa tudi nekdanja dolgoletna MS medicinska sestra. Zato vas prosim, da nam na kratko pojasnite, s kakšnimi oviranostmi se lahko spoprijemajo bolniki z MS, z multiplo sklerozo, zaradi katerih potrebujejo parkirna mesta za invalide. Ja, zdaj seveda kot invalidnost, besedo kot tako, takoj povežemo z ljudmi, ki potrebujejo nek pripomoček, berglo, hojico, palico, invalidski voziček. In seveda k temu pripelje potreba po parkirnih mestih in prostorih za invalide. Vendar ne smemo pri multipli sklerozi pozabiti na tako imenovane nevidne simptome in znake, ki jih ima bolnik. Tukaj mislim predvsem na na vrtoglavico, na visoko stopnjo utrudljivosti, na motnje ravnotežja, drugačno občutenje hoje, predvsem spodnjih okončin, ki jih seveda zelo ovira pri hoji do zdravnika, do trgovine, do kakšnihkoli drugih objektov. In je tukaj zelo pametnega in dobrega namena parkirna kartica z invalidskim prostorom, kjer lahko pustijo svoje vozilo, na primer. In to ne smemo pozabiti. In pri MS-u, tako kot so me poučili, ne govorimo o stopnji invalidnosti, ampak že sama diagnoza pripomore posamezniku, da pridobi to pravico, tako imenovano, če hočemo, in vsezadnje neko osvoboditev, da tako kot smo tudi slišali od MS bolnice, je to pot do cilja in seveda iz cilja do poti nazaj, do recimo avta, do kotička, kjer se lahko spočine in odide domov. Zopet, ne smemo to zanemariti, ta vidik predvsem nevidnih simptomov, ki je pomemben pri bolniku z MS. Najlepša vam hvala. Prosim.